Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, buržoazija so prišli in se usedli na stol, oziroma vsaj dva izmed 3 ali 4. Rok in Rok, lepo zdrav, dobro jutro. Živijo. Dajmo najprej razčistiti, zdaj ste trio ali ste kvartet? V bistvu na odru smo kvartet, ampak uradno smo trio. Tako, trio z Hired Gun, recimo. Tako. Basist je Hired Gun. Kdaj se je začela vaša pot, kolikor sem zasledil že pred epidemijo, ki je nek mejnik v glasbenem svetu tudi pravzaprav? Seveda. Recimo, kdaj ste začeli? V bistvu začeli smo že nekako v srednji šoli, torej to je bilo 2016, ampak da smo se dejansko začeli pol ukvarjati malo bolj s tem, pa začeli delati nad prvem albumu, je bilo pa pol okoli leta 2020, torej dobrih 5 let nazaj, ki smo pol izdali tudi naš prvi studijski album. Zdaj pa na nek način še enkrat začenjamo. Ja, ker pol je bila seveda ta korona, ki si jo omenil. In pa je bilo 4 leta pauze vmes, tako da zdaj smo v bistvu na novo nazaj. Dobro, nek glasbeni reset se je zgodil, ampak vmes ste imeli čas morda najti tudi svoj glasbeni izraz. Ste ga dolgo iskali, ste probavali, ste šli v plus, v minus? V bistvu je po mojem prišlo kar dosti naravno. Po tej pauzici so se v bistvu Rok in Rok, midva so se dobila. In so začela pisati komade in so nama zelo naravno začeli teči. Tako da nisva se nič ozirala na nek dejanski stil, ki bi ga hotla, in nama se zdi super. Ali pa neki trendi, ki so recimo trenutno v produkciji ali kaj takega. Nek feeling mora v ozadju biti, ne? Mislim, v bistvu elementi dejanske produkcije so zelo dosti moderni z nekimi riserji in podobnimi stvarmi, z velik sinti. Ampak drugo je pa vse zelo bazično, nek pop, rock, poj pa čez. Za kolikor to slišim, je vse in-house produkcija? Ali? Zelo je in-house, ja. V bistvu jaz delam produkcijo, tako da nismo v bistvu nikamor niti šli nad snemat, vse se pri meni naredili. Kaj pa sam, recimo, ustvarjalni proces? Koliko ste vpeti, recimo, ostali člani zasedbe? V bistvu so bila kar samo midva, ampak zmeri gledava, da je tudi ostalim fantom všeč. Ni zdaj tako, da neko idejo hočejo poforsirati. Kar se nam zdi kul, uporabimo, ostalo leti. Ostalo delete. Glasba pred besedilom ali besedilo pred glasbo ali kakorkoli? Odvisno. Zelo mešano. Mava kdaj prvo besedilo, pa pol glasbo in obratno. Mislim, tako čist po feelingu, nič ne... Nimajo nekega pravila, ki bi se držala pač. Začnejo ustvarjati in pol vidno. Skupaj tudi piševa za kakšne druge izvajalce in v bistvu na isti princip deluje. Tudi nimava neke strukture, po čem bi pisala. Bi lahko rekel, da ste bolj single-oriented band ali snemate album, recimo, ne? V bistvu midva sva zastavila nekako na single, pa smo se pa odločili da bomo naredili še komplet album. Ki je potem nabor teh singlov ali neka štorija v zadju, ko je potrebno komade uvrščati po nekem vrstnem redu? To je zelo težko uvrščati po vrstnem redu. V bistvu je mogoče smo jih uvrstili tako, kakor nam paše poslušati to glasbo, ne po neki zgodbi, ker se mogoče ne prepleta toliko zgodba, čez album ni konceptualen, ampak samo po tem, kako ti poslušaš v zaporedju komade. Sproti se singli izdajajo, danes je vse pretočno, vse digitalno. Tudi tukaj ste tisti, ki imate roko nad vsem sami? V bistvu pa imamo založbo za sabo, in sicer Dallas Records, in oni se pol ukvarjajo z pretočniki in tako, da vse uploadajo na streaminge. Ampak še vse, imamo celo kreativno moč, tako da sami odločamo, kaj bomo in kaj ne bomo. Brez časovnih rokov? Tako, brez časovnih rokov, ja. Dobro, brez časovnih rokov. Dobro, Rok in Rok, toliko o tem. Glasbena želja, prva so Parsons, tak zanimiv elektropop, tudi kakšen disco soul, oziroma tak sodoben sound, recimo, se lahko najdete tudi nekje tukaj. Ja, veliko glasbenih žanrov nam paše, tako da tudi Parsons so eni izmed njih. Tudi naš pobobnar Jovan Žetu so zelo všeč, tako da najbolj, da jih kar slišimo. Dobro, pa da vidimo, kako boste ujeli ritem. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, buržoazija, Rok in Rok z nami v studiu.
Jutranja ura najbrž za glasbenike doslej še jih ni bilo kaj veliko, ki so roko dvignili. Tudi vidva je najbrž ne bosta, ne? Verjetno ne, ker so že vstala ob 5 zjutraj, da so prišla iz Ljubljane. Dobro, kontraflow vožnja je bila morda časovno malo bolj ugodna, ne, kot v drugo smer. Tako ni gužve. Ampak vendarle, seboj sta pripeljala reči, nekako boste postavila tudi ostala dva druga člana benda, sta tukaj še kaj več o njim, ali pa vsaj o enem članu, no, da povemo kaj več. O Anžetu? Kaj mu o Anžetu povedati? Da bo srečen. Ni samo bobnar, ampak je tudi menedžer. Tudi menedžer, tako ureja vse logistične stvari, ki se dogajajo za bendom. On se v bistvu meni za založbo vseh stvareh in tudi. Zelo organiziran človek. Tako, ker midva, ker smo bolj kreativna, torej nama to fali, da smo organizirana. In se pravi, ravno bobnar, ki ima zmeraj nekaj v rokah, je potem, ki uredi Hvala Bogu. Vse ostale reči. V prihodnje se obetajo tudi koncerti, ali pa rečem nek bolj izpostavljen koncert, ne? Tako, 13. marca je v kinu Šiška se bo zgodil torej, naš velik koncert za predstavitev drugega albuma z naslovom Vrtiljak San. A lahko že poveva, kdo bojo gostje? Lahko danes premierno. Lahko danes premierno poveva, kdo bojo gostje. Prisluhnite. Torej, prvi gost bo Nipke, ful nam ima hud vibe in smo se odločili pač za njega in je se on tudi strinjal. Druga bo bivša pevka od Tabujev Eva Beus-Poje in pa še tretji bo Nate Lombardo. Nate Lombardo. Glasbeno se boste povezali najbrž tudi pri kakem izvajanju vašega komada ali bodo izvajali svojo glasbo? V bistvu mi smo imeli idejo, da izvajajo oni vsak svoj komad. Ne bojo v bistvu nobenega našega. So nas pa vsi vprašali, a pol pridemo v vaš komad? Ja, se tak je včasih. Ja. Jaz sem bil tako, mislim, da bi vašega, ne našega. A je dobro, pa še boljš. Dajte mi povedati, videospoti in ostale reči so del vsega, ne? Svet je postal vizualen. Kako je z videospoti, koliko je tu lastnih idej, nekih prijateljskih protivslug, kako recimo nastaja videospoti? Mi imamo v bistvu, smo kar dobri prijatelji z Klemnom Vogričem in Vito Orehek in sicer Vita je režiserka in Klemen DOP, zelo fajn človeka, ki je nam zelo stopta nasproti. Torej, da nas ne ogulta. Mi povemo nek budžet, ki ga imamo, pa naredita. In ona dva imata tudi zelo kreativne ideje in v bistvu ona dva to naredita, prepustimo mi njim, ker zopet nismo tako najbolj vešči video stvari. Pa še zmeraj smo bili tudi navdušeni. Tako, zmeraj je bilo vrhunsko. Zdaj smo pa v bistvu za Balerina single smo se pa odločili, da bomo naredili video, lyrics video. Tako je ponovadi, ne? Najprej prileti lirik video, potem pa še ta drug video, ne? V bistvu je bilo zdaj sta bila dva singla, pa sta imela oba dva videospot, zdaj je bil pa ta tretji, pa smo rekli, da bomo naredili lirik video, ker v bistvu že zelo hitro izdajamo album. Da ne bomo toliko na temu se posvečali. Dobro, preden vas pustimo v studio, da še malce nastavite zvok. Govorila sta tudi, da producirata tudi za druge, bi lahko rekel, da sta si izbrala poklic glasbenika ali je to prostočasna dejavnost, recimo pri vama? Ja, nekako mislim, da že zelo strmijo proti temu. Tako, da bo to full-time job. Ni več samo hobi. Ampak ja, zmeraj se najde plet za izboljšave, za nove komade, tako da artisti, kar rabite producente in pesmi kar. Ja, danes najprej poslušati Main Stage, da boste videli, kje je trenuten plafon, ne? Potem pa se vse dogovorite. Dobro, rock and roll, hvala za enkrat. Zmerite se dobro v studiu in potem po vaji se ponovno oglasite in da vidimo in slišimo, kaj se je zgodilo. Super. Radio SI Main Stage. Rock and roll, lep pozdrav. Živijo, sva že nazaj, ne? Kako se je slišalo, sta zadovoljna? Najbrž sta, ne, glede na to, da sta se vrnila v studio. Zato, da smo nazaj, so kar zadovoljna. Dobro. Kar se tiče same pozicije, tako na odru kot v studiu, imate neko svojo pozicijo, kdo levo, kdo desno, kako je komunikacija recimo med špilom? Pa odvisno zdaj, kako gledaš. Jaz sem zmeri na sredini, če gledaš na oder, je rok na desni, Jaka na levi in bobnar v zadnji. Ja, tako je. Pa. Nismo ga sicer dali še naprej, čeprav si želi. Ja. Ampak dobro, ne, sama komunikacija je nekako pomembna, ne, kajti na koncertih ali pač pri igranju v živo se lahko kak komad tudi malce raztegne, kakšna sekunda ali dve več. Kdaj? Veste, kdo je tisti, kdo daje taktirko, da veš, kdaj greš gor, kdaj greš dol, kdaj bomo še malce potegnili, recimo?
Bobnar, ponovadi je to Bobnar. Če ga pogledam, pa da ga vidim, da bi pelal naprej, se obrnemo na njega in šopaj. Dobro, koliko je potem recimo, ne vem, če ste šteli, niste, koliko recimo koncertnih nastopov je že za vami recimo? Ali pa v tej postavi, no recimo? Nekih je bilo, ne. Mislim, ta postava je zdaj mečkem prenovljena, tako da jih bomo začeli pridno nabirati. Zdaj naprej. Dobro. V prejšnjih letih pa zelo, zelo veliko. Če se vrnemo, single ste izdajali zdaj, tudi ta nov single zdaj tik pred kratkim je šel. Kateri single izmed teh zadnjih izdanih je bil tisti, za katerega sta takoj vedela, tega pa moramo izdati prej, kot recimo katerega drugega? Hint, torej ta prvi single iz novega albuma, ta je nama je takoj, tudi ko sva ga delala že v studiu, je takoj sva vedela, da nama je všeč. Ker zmeraj kakšen komad rab mečkan časa, pa da se ti malo sede, ta nama je bil pa takoj super in sva ga tudi naredila po mojem v enem dnevu. Ja, da je bil narejen komad. Če pogledamo, demo je čist enak. Ja, skoraj enak, razen soundwise. Slabša kvaliteta, drugače pa forma se ni spremenila čist nič. Tako. Koliko ste ga pa potem, kot rečemo v glasbenem žargonu, peglala recimo, ne? Gladila? V bistvu nič dosti, ker se nam je zdel, da komad kar stoji in v bistvu sva samo še enkrat posnela, torej od demota, ki so imela te kitare nasnete, pa neke sinte, sva jih v bistvu sam še enkrat re-rekordala in naredila sam lepši zvok. No, ampak potem, ko se vse skupaj sliši, je potrebno ta izraz, ki ga iz samega masterja dobiš, nekako tudi na oder prenesti, ko se igra. Ne? Zdaj, težko je zadeti čisti poln zvok. Ampak dobro, kako ste se recimo na to navadili? Ne? V bistvu smo naredili, delamo, ker smo samo 4, delamo, ker nimamo nekoga, ki igra synth, delamo z matricami in je kot nek backup član naš dodaten, ki laufa zraven. No, vse to je tisto, ne? Kako ta zvok izpopolni, da se sliši tako soničen, recimo, kot pri samem komadu. Koncert smo omenili, da bo, nismo pa še omenili, kaj bomo danes slišali na main stage, recimo. Danes bomo slišali malo prvega albuma in celo malo drugega, ki ga v bistvu zdaj ni še nikjer. Na streaminge pride 5. marca, tako da upam, da vam bo všeč že v taki živi obliki. Na minutažu ste kaj gledali na vajah, da bo kakšne pa ure ali 35 minut, ali veste približno? Mislim, da približno bo pol ure. Dobro si rekel. Mislim, da približno bo. Tudi če bo šlo prek, ni problema. Album bo sploh v kakšni fizični obliki izdan ali ne? Bo. Tudi bo, ker se mi zdi, da ljudje, ki pridejo na koncert, dostkrat hočejo podpreti band na nek način in to delajo torej, ali da kupijo merch, ali pa da kupijo CD-je. Sicer vemo, da noben danes skoraj več ne uporablja CD-ja, ampak v nek znak podpore, pa tisti, ki zbirajo to. Pa tako. No, še zelo smo se potrudili tudi za artwork. Dizajnom te knjigce, ki jo najdemo noter v CD-ju, tako da se splača prelistati. No, vse playerji so še doma, ne? Pa avtomobili, recimo, ne vem, starejši od 5 let še tudi imajo kak CD player, ne? Sicer pa je ostalo, ja, potrebno morda kakšnega USB priključiti, ne? Kar se pa tudi da. Kar se tiče samega koncerta, ki ste ga napovedovala, glasbe imate zdaj za 2 albuma, ne? Tako. Pa še morda kakšna priredba pride potem na koncertu prav ali priredbe ne igrate? Ne. Smo se kar odločili že dolgo nazaj, da priredb ne igramo več in to je to. V bistvu samo avtorstvo. Lahko je to dobro, ampak mi smo se odločili, da... Ne, se tukaj ni zdaj dobro ali v bistvu teoretično bomo igrali 3 priredbe, ne? Torej za 3 goste, njihove komade. Ok, recimo. Ja. Kaj pa sama sta kdaj poskušala, ste razmišljali, ne vem, tudi v angleščini kaj ali zaenkrat se ni šlo? To pa še ne. Vsaj jaz ne. Zaenkrat siguran še ne. Moramo pa reči, da imamo kar v bistvu nekaj sledilcev, no, tudi iz tujine. Ampak nekako znajo, slovenski so se že nekako navadili, tako da jim ni problem. Ena gospodična iz Italije si je kupila slovar slovenski, da si je prevajala naše tekste, čeprav obstaja Google Translate. Ampak... Dobro, samo gledaj, ne? Tudi veliko slovenskih poslušalk in poslušalcev je poslušalo italijanske mojstre popa, ne? Da ne rečem še česar drugega, pa tudi veliko ljudi ni razumelo pravzaprav kaj, ampak je vokal služil kot nek
inštrument. Ne? Ko sama producirata glasbo, tudi jemlješ te vokalne linije kot nek dodaten inštrument potem? Definitivno. Ja, ziher, ker je to po mojem mnenju prva stvar, ki si jo zapomnejo ljudje, torej vokalna linija, pol grejo recimo šele tekst brati oziroma ga razčleniti, kaj je mišljeno. Tako da ja, definitivno je to dodaten inštrument. Dobro, malce glasbenega predaha. Sabrina Carpenter, pop senzacija, ali kako bi rekli? Recimo? Odlični back vokali. Odlični back vokali. Dobro, no, vsak ima svoj razlog, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, buržoazija, pa ure še, tako nekako, in koncert se bo pričel. Imate morda tako kot imajo kakšni bendi ali pa športniki pred koncertom, nek obred, ne? Recimo, ne vem, ramena skupaj ali neko disanje. To si bomo po mojem še spomnili, kaj. To bomo imeli kakšen motivational speech, preden greš na oder. Da malce se dvigne adrenalin ali je recimo že sam pričakovanje tega, že malo tisto adrenalinsko. Mislim, da je pričakovanje overall adrenalinno. Ampak dobro, no zdaj, Rok, če se strinjaš, ti si potem frontman ali kako, ali ni frontman? On je frontman. Ne. Jaz sem skakajoči zajček. Ja, čeprav ste kao. Skakajoči Ja. zajček. Naveza Rok, ampak vendarle publike danes recimo ne bo, kamere bodo, ampak neko zavedanje, da pa nekaj tisoč ljudi sliši, pa vsekakor recimo doprinese recimo pri motivaciji ali pri... Ja, mislim, to je ful dober feeling. Mislim, ni negativna neka trema ali pa kaj. Tudi če je trema, je pozitivna, kar pomeni, da je pač vrhunsko. Dobro, hvala lepa. Rock in rock, buržoazija. Omenili smo vse, kar smo povedali, tudi same komade. Dober koncert želim, uspešen koncert potem tudi v Kinu Šiški. Hvala. In pa dobro izstrelitev albuma, ne? Da vas ponese čez ali kamorkoli vstaj ste si zadali. Hvala lepa. Hvala lepa za obisk. Hvala. Radio SI Main Stage.